iz Evangelija in nadaljevanje prejšnje nedelje, prilike, če se spomnite, smo slišali priliko o sejavcu. In to je podoba Boga, ki se je vedno v vseh pogojih in v vseh različne zemlje obrodi obilo sadu, 100-ternega, 30-ternega in 60-ternega. Danes pa smo slišali priliko o ljuljki in pšenici. Torej, na njivi življenja rastejo škodljive stvari, pa tudi koristne rastline. In na njivo prihajajo različni ljudje in delajo različno. Je Bog, ki je sejavec, ki seje, kot se rekel, brez ne izbira terena, ali se splača, ali se ne splača, Bog vedno seje in vsako dobro seme obrodi obilo sadov. Ampak deluje pa tudi, kot smo slišali, sovražnik človeški narave, hudič, ki prihaja po noči in zaseje škodo in potem izgine v neznano. Torej, noč je simbolična za čas, ko človek pozabi Boga. Če je polno srce Božje ljubezni, potem skušnjavec, oziroma sovražnik, ne more vstopiti v srce človeka. In slišali smo to priliko, kjer je dobri gospodar resnično skrbi ves čas, od setve pa do žetve. In ne upošteva prenagljenega in nepremišljenega predloga služabnikov. Ker so bili služabniki so bili presenečeni, kako to, da je ljuljka tudi med pšenico. Gospodar pa je zaskrbljen samo na usodo dobrega klasja. In pravi, pustite, da oboje zdrase do konca, da ne bo kakšne škode. Torej vidimo, da hlapci delujejo izključujoče, separatistično. Gospodarjev pogled pa je pogled zaupanja, potrpežljivosti in dela na celoto, na konec. Torej, mi se lahko vprašamo, dragi brati in sestre, kakšen pa je naš pogled? Ali imamo tudi mi tako separatistični pogled, ko morda prehitro in fanatično položimo ločnico med dobrim in zlim, med resnico in zmoto. Skoraj kako da bi radi mi pred Bogom predložili geografsko karto zla. So ljudje, ki vidijo vse povsod okrog sebe pokvarjenost, zlobo, greh, hinavščino. So pa tudi ljudje, ki teh stvari ne zanehajo, ampak niso slepi na toliko dobrih stvari, a pa znamenj dobrote in plemenitost okoli sebe, na kateri Gospod daje. Torej, evangeljski pogled gospodarja je razprl pogled zaupanja in potrpežljivosti na vse ljudi. In torej upa in stavi na vse tisto, kar je na začetku ljuljka, da bi morda pod pogledom dobrega, ljubezni in potrpežljivosti postala dobra rastlina. Torej, Bog vedno gleda na celoto in na konec. Torej, pomemben nauk Jezusa je, da z njim ne moramo priti do konca z intervencijo nasilja ali pa z manipulacijo, ampak samo z ljubeznijo. Torej, živimo na njivi življenja, zgodovine sveta, kjer ni nič popolnega, torej ni njive, kjer bi bilo samo dobro seme, dobro klasje. In dokler ne bomo združeni z virom vsega dobrega, torej z Bogom, bodo viri dobrega nekako pomešani z viri zla. Na nas je, da ne podležemo sovražnim čustvom, fanatizmu, apatiji, negativnim čustvom in mislim, ampak da zaupamo Boga, ki lahko spreminja naša srca. In molimo in upamo, da bo tudi zlo v moči ljubezni spremenjeno v dobro. Torej, če se Bog ni naveličal nad nami, se tudi mi ne naveličamo delati dobro
tudi z drugimi. Torej, živimo v svetu, kjer je prostora, da pustimo Božjo potrpežljivost, da se spremenimo in da se spreobrnimo. Naj nam bodo te misli o Julki in pšenici priložnost, da se odločimo za dobro, za lepo in sveto. Amen.